Midva sem Maska, jaz sem Aleš, to je Gregor. Jaz pomagam pri urednikovanju založbe Maska. Gregor je urednik založbe, tako da kar povej, kaj je fora pač Maske. Ja, hvala Aleš. Fora Maske, če te smem citirati, da ima dve glavni temeljni zbirki za knjige. Prva je Transformacija, druga so Mediakcije. Transformacije objavljajo novitete z področja teorije in filozofije umetnosti, še posebej se fokusiramo na uprizoritvene umetnosti. Medtem ko Mediakcije je namenjena, ta zbirka je namenjena medijski kulturi, politični filozofiji, politični teoriji, družbeni teoriji. To sta ti dve glavni zbirki. Zdaj pa bi majčkeno obrnil tole logiko, pa bi tebe, Aleš, vprašal, Aleš Mendiževec, ti si nov sodelavec pri Maski, nova sila. Mi smo si zelo želeli pridobiti nekoga, ki bi pomagal soustvarjati v bistvu naš koncept, ki ga razvijamo znotraj Maske kot krovne institucije in specifično sodeluješ pri založniškem programu. Kot rečeno, mi smo si ful želeli tvoje pomoči, tvojega sodelovanja. Kaj pa je tebe pritegnilo? Kaj je tebe pritegnilo pri Maski? Mislim, recimo to čisto moja osebna stvar, zakaj pač se lažje tudi znajdem v tem, je tako ima nek poseben, se mi zdi, vedno nek poseben preplet teorije, pa nekako družbe, nekega konkretnega življenja, kakorkoli že, ali pa recimo tudi neke osebne vpletenosti, nekako teorija, ki vedno imaš občutek, da veš, zakaj gre, vedno veš človek, ki piše, oziroma avtor, ki je znan pri tej založbi, vedno veš nekako, zakaj gre in se lahko nekako poistovetiš s tem, a gre to za neki nek družben boj, gre to za neko prizoritveno umetnost, gre za nekaj pač tretjega. Vedno se mi zdi tak dober splet teorije pa prakse, čisto na tak življenjski način, da se pač lahko bralec lahko identificira z enim in drugim in lahko naredi dostopno teorijo, pač tistim, ki se mogoče primarno s tem toliko ne ukvarjajo, pa tudi nekako da neko svežino tistim, ki se ukvarjajo s teorijo, da nekako niso čisto zaprti vase nek svoj diskurs. Maska se mi zdi nekako imela to. Videl sem, da pogleduješ proti tele knjigi, ki je zdaj nedavno šla v zbirki Mediakcije. Mark Fisher, Kapitalistični realizem ali ni alternative. To je ena od knjig, na katero smo zelo ponosni pri nas. Bi rekel, da je to en primer tega, o čemer zdaj govoriš. Se pravi, neke povezave med neko osebno izkušnjo in, kaj pa vem, in teorijo. Ja, definitivno, mogoče... Ok, če je to res, pa bi te pa kar naslednje vprašanje. Bi te kar naslednjo stvar vprašal. V redu, dovolj dobro, hvala, če je to. Glej, veš kaj me zanima? Zakaj je Mark Fisher po tvoje v bistvu bolj zanimiv kot recimo nek klasični akademski avtor, ki se z istimi temami ukvarja? Mislim, predvsem zato, ker ve, kako jih uporabiti. Zdi se mi, da je od začetka pri njemu precej jasno, kaj je problem. Čistko, ne sem problem v smislu, kako bomo pa zdaj nekoga interpretirali, pa kako bomo nekako najbolj koherentno podali neko misel, ampak čist iz prve je že jasno, takšno je nekakšno stanje, jaz imam tak odnos do tega, tudi če eksplicitno tega ne pove, in se da glih prek tega nekako povezati z Markom Fisherjem. Vedno veš, recimo, če gre za problem, ne vem, kako kapitalizem danes deluje, boš vedno vedel, kaj ga moti, kakšen je nekako... Depresija ga je motila, ne? Ja, kakšni so nekako čist pritiski na neko duševno življenje vsakega posameznika, ki živi v tem sistemu. In glih res ima občutek, kako držati nekako obe strani, kako postaviti teoretski problem, hkrati pa vedno držati nekako ta odnos, prek katerega se lahko vsak nekako vklopi. In Mark Fisher se mi zdi glih nekako najboljši v tem, da se nekako res ljudje identificirajo s tem in pač vidijo, kaj je zastavek neke teorije, in kaj lahko tudi konec koncev doprinese. Ok. Še eno vprašanje ti bom zastavil. Vita se tele knjige tle gor vidi. Aha, se jih, dobro, no, vsem sem jo približal bralcu in gledalcu. Branislav Jakovljević, Učinki odtujitve, performance in samoupravljanje v Jugoslaviji, 1990-1991. Aha, ti med tem že kažeš drugo. PR delam, ja, zelo lepo. Glej, zanima me, recimo, kako jaz sem star gospod pri 42, še nisem zelo star, ampak sem pa živel še v času Jugoslavije. In imam nek odnos do Jugoslavije. Pa me malo zanima, kako v bistvu ljudje, ki niso ravno rejeni istega leta kot jaz, gledajo na to dediščino. A jo sploh razumete kot nekaj relevantnega? Se vam zdi Jugoslavija neka tema, ki vam odpira horizont, ali je to nekaj takega, kot je bila zame recimo Avstro-Ogrska? Avstro-Ogrska, ok. Ja, pač nekoč, ja, vedno je Avstro-Ogrska obstajala, kaj ima to veze z mano? Mislim, čisto iskreno ne.
Ampak recimo tako je bilo še nekih 10 let nazaj, no? Ker nekako težko se je bilo spostaviti nek odnos do tega, zdaj se mi zdi pa, kot da se je nekako neke družbeni procesi, ali kakorkoli se zaostrili do te mere, da spet nekako se ti zdi, kot da pač ta čas pred 90, rečemo temu, no? Kot da spet ima neko, mogoče niti ne toliko nujno realno možnost, kakor temu, da ti sploh nekaj pomeni, da čist nek afekt tega, kar se takrat dogajalo, da je spet nekako živno, čist recimo, ne vem, socializem in ideja solidarnosti, pač vse en ima spet neko iskrico je dobila, ki se mi zdi, da mogoče prej ni imel, ne. Kaj se meni zdi pri tej stvari v bistvu najbolj nenavadno? Jaz, ko sem živel v tam konec 80-ih, sem bil star 12 let, tako da sem začel razumevati, kaj sploh je družba, kaj je politika in tako naprej. In spomnim se zelo jasno, da vse te besede, dobro, zdaj si omenil samo solidarnost, ampak takrat se je še govoril še marsikaj drugega, visoko leteče v bistvu ideje, ki bi jih danes imeli za tako etično super ideje. Takrat so bile to neke fraze, neke floskule, v katere nihče pravzaprav ni zares verjel. In se mi zdi, v resnici, meni je to nek učink potujitve, no? Da danes pravzaprav te ideje, te iste ideje, ki so bile skoraj da že cinično mišljene takrat, se danes vračajo kot nekaj wow, kot nekaj aktualnega, relevantnega, nekaj, kar dejansko odgovarja na procese v svetu. Ja, mislim, zdi se, kot da je nekako prišlo do neke točke, ko je to, kar se je dogajalo po 90-ih pri nas, da se je malo izpelo, ko bi rekel, čisto na ravni tega, da ljudje ne verjamejo več temu, kar se zdaj dogaja, na kakšen način se reproducira družba. In sej pač ljudje se zavedajo, da mogoče v 80-ih in 70-ih in še prej pač ni bilo vse čisto no, okej. No, v 80-ih, toliko zelo star spet nisem. No, ne vemo tega. Ne, ampak hočem reči samo to, da dobijo neko drugo življenje zdaj. Recimo, nekako se povezuje zdaj to, kar se takrat dogajalo, z nekimi sodobnimi problemi. Recimo ekologija, se mi zdi, kot da je lažje povežeš socializem kot pa s kapitalizmom, ne. A veš, imaš ekosocializem, ki se zdi da sveža ideja, medtem ko ne boš govoril o ekokapitalizmu, ne, to je pač malo ne gre, ne. In skratka, čeprav obstaja, definitivno obstaja. No, glej, definitivno obstaja način, kako tržiti v bistvu neko zeleno znamko. Mislim, to definitivno obstaja. Mislim, ja, sem kot, ne vem, trženje, ne pa kot recimo neka malo bolj, kako bi rekel, ideologija, ki imela neko praktično veljavo, da bi jo potegoval se za to, ne. A veš, ne boš imel stranko ekokapitalizem, se mi zdi, ali pa nekaj podobnega. Ampak kakorkoli, no, v vsakem primeru te ideje se mi zdi, ki so se pač nekako takrat odvijale, da so spet nekako dobiva neko drugo življenje, no. Ok, Aleš, ful ti hvala za ta podaljšan odgovor na vprašanje, kaj te je pritegnilo pri maski. Midva upava, govorim seveda tudi v imenu svojega mlajšega kolega, da govorim v imenu obeh seveda, kako pa drugače, ne. Namreč govorim o tem, da si želimo, da bi te stvari, ta vprašanja nagovorila tudi vas, drage poslušalke, dragi poslušalci.